Dobro jutro z Kriške planine, tu pod Krvavcem grem proti Kompoteli na en predšihtni hajk, ker bo tako lep dan in da nadaljujem moj letošnji hribovski izziv. Lani in predlani sem se bolj osredotočil na potovanja, ko sem imel za izziv, da grem vsak mesec za nekaj dni v tujino in to mi je lani tudi uspelo. No, letošnji izziv pa 52 tednov, 52 pohodov, hajkov, tur, pri čemer pa seveda ne štejem Šmarne gore in teh krajših za nabiranje kondicije. Ampak je pohod tisto, ko naredim vsaj 500 višinskih metrov oziroma vsaj 1 uro proti cilju. Že po dobre pa ure vzpone tale super razgledna točka pod Zvohom, naprej pa proti Kompoteli. Kompotela, sicer nič posebnega tale tura, 660 višincev, slabi 2 uri vzpona s parkirišča pod Krvavcem na jezercih čez Kriško planino in planino Koren, ampak ko ni veliko časa, je dobra izbira, še posebej, če je takšno vreme kot danes s temi neverjetnimi razgledi na Kamniško-Savinjske Alpe, kjer je letos poleti kar težko imeti takšno vidljivost. Kalški greben, Kočna, Grintavc, Dolgi hrbet, Brana, o kateri razmišljam že nekaj tednov, pa Kamniško sedlo, Planjava, na drugi strani Dleskoškova planota ter Velika planina. Še skok na sosednji Kucelj, na vrh Korena, kjer sem sicer že bil, je pa to tisti vrh, kjer so noge pod 2000 metri, glava pa nad 2000 metri, ima namreč 1999 metrov. Kako gre moj letošnji izziv? 52 ur v 52 tednih. Dobro, tole je 34. teden, tura pa pravzaprav že 42. Sicer so bile vmes kakšni tedni, ko nisem naredil nobene ture glede na
precej dela pa slabo vreme. Ja, še z montiranjem teh videov sem si naredil nekaj dodatnega dela, tako da bom vesel kakšnega vašega lajka. Sem pa že na začetku leta, februarja, naredil na Tenerifu 5 tur v 10 dneh, pa junija 4 ture v enem tednu, ko sem bil v Zgornji Savinjski dolini. Upam še na kakšen hribovski odklop v septembru. Kakšno turo več je tudi pametno imeti v dobrem. Ob koncu leta bo vendarle treba znova kaj tudi v tujino po kakšno novo zastavico. Sem videl s korena tule še en dober razglednik Jermanov Turn po potki med borovčki in dejansko je tu razgled še lepši, saj so Kamniško-Savinjski vršaci ti najvišji še nekoliko bližje. Od tu pa se vidi tudi navzdol v dolino Kamniške Bistrice, tamle je tudi planinski dom. Za sestop z teh treh vrhov so 3 možnosti. Najlažja, najkrajša je po isti poti čez planino Koren, nekoliko zahtevnejša je po grebenu na Zvoh in nato po smučišču navzdol. Sam pa sem izbral tretjo možnost, krožno tura, in sicer sem se z vrha Korena spustil sem na planino Dolga Njiva. To ni tista Dolga Njiva pod Košutom, ampak tu pod zahodnimi pobočji Zvoha. Zdaj pa še čez sedlo Razor proti smučiščem Krvavci in nazaj do izhodišča. Malo bo še vzpona, torej še približno ura. Meni bi tudi zdajle pasal mali izležavati, tako kot teli kravi, ampak je treba pohiteti v službo. Čaka me še 8-urni delavnik do 11 zvečer. Mislil sem, da bo tole samo skok na Kompotelo, pa je ratal celoten krog okrog Krvavca 13 kilometrov.